To je zelo zanimiva zgodba, kako je prišlo do te skladbice. Zaradi tega, ker jaz in moj fant, oba pač imava zelo veliko tega dara, da ustvarjava skladbo, ampak do zdaj, v teh 3 letih, kar živiva skupaj, še nisva uspela skupaj ustvarjati. In pol je bil en lep dan v novembru, ko sva se skupaj usedla, on za klaviaturo, jaz za svojo klaviaturico in kitaro in sva kar začela ustvarjati. In to je tako ratvalo, kot da, ne vem, neka energija prišla odozgor in se je sestavljala in skladba je bila v 2 dneh gotova. Je pa v bistvu ta skladba bila namenjena za album, ker sem se končno, bom rekla tako, temu spravila k sebi, da je pa res čas, da naredim album in da nič ne bo počakalo, da čas teče. Tako da sva pol naredila to za album in hkrati prišla na idejo, da je pa to odlična skladba za Eurosong. In tako je pač prišlo na to, da sva se prijavila na razpis za Emo in bila, hvala Bogu, zbrana. Se pravi, avtorja sta kar vidva? Avtorja skladbe sva midva. Prav skupaj sva delala. On je harmonije postavljal, jaz sem pela melodijo, se pravi, in to se je tako lepo sestavljalo. Tekst pa je napisal odlični tekstopisec in zdaj že tudi prijatelj, Leon Oblak, kateri je napisal, ne vem, ogromno lepih besedil na slovenski sceni. Navsezadnje pa tudi za Tino Maze, My Way is my decision, ker skladba moja v angleščini, rada bi ustvarjala za širšo množico ljudi, da se ne omejim samo na Slovenijo, seveda moji Slovenci so prvi, pa še pač ostali okrog tistim, ki bi bila interesantna. Slišali bomo seveda vsak dan, ko bo tisti izbor zelo blizu, to skladbico. O čem pa vendarle govori? Skladbica govori o tem, kako fant, ki je starejši od dekleta, v tem primeru mene, želi njo malo spreminjati in mu ne vse paše na njej, čeprav jo ima rad. Ona pa še ni dovolj močna in se temu malo pusti in se zaljublja, ampak dokler ne ugotovi, da je dovolj močna, da ne rabi tega, da rabi ljubezen. In govori prav o temu, blue kot žalostno stanje v zvezi, red pa kot ljubezen. In potem se sprašujem, kako naj zdaj to skupaj pomešam te lepe dneve pa slabe dneve, a ga naj pustim, ali naj bom še z njim, no na koncu se odločim, da sem sama in uživam življenje in se prepustim življenju in da se najde prava ljubezen na sproščen način, ne samo zato, ker hoče moja glava. To sem zdaj malo zakomplicirala, ne? Ampak poenostavljeno povedano, blue kot žalostni trenutki, red kot srečni trenutki in na koncu on ostane žalostni, jaz pa vesela. 10 finalistov so rekli v začetku, huda konkurenca, Nuša Derenda, Regina, izkušeni in obe že tudi na Eurosongu prepevajoči, ne? Ja. Konkurentki. Ja. Ampak Manuela bo pa zmagala, ne? To se super sliši. Je pa res, da jaz čisto nobenega od teh 9 ne jemljem kot konkurence, ampak ne zato, ker bi bila sama toliko v sebe prepričana, ampak zato, ker verjamem to, da se z glasbo ne da tekmovati. Jaz sem prepričana v to, da tista skladba, ko bo najbolj izstopala, ko bo zato najbolj primerna in s tem tudi podprt nastop izvajalca, bo zmagala. Ker ne more drugače biti. Zdaj pa, katera bo, bomo pa videli. Dejansko bo tako. Strokovna komisija bo 2 finalista izmed vseh 10 nastopajočih zbrala tisti večer. In med tistima 2 finalistoma bodo potem gledalci izbrali zmagovalca. Se pravi, če se zgodi, da bom med tistima 2 finalistoma, potem samo še vaši glasovi štejejo.